To je to, kar je tukaj. Imamo neke druge probleme s tem poslužim? Ni, nikoli. Tukaj funkcionira čistilna naprava res odlično. Če imajo tisti objekti tam na dole, ja. Kar bi te to naša energetika. Pa videla čisto podrkoli ven. Vsakih 12 ur se zamislim. Evo, takale je voda, levo, ki pa teče. Končni produkt čistilne naprave. Evo, taka je očiščena voda, ključno vložanje. Ja, to je bilo, to tam da pogleda, tam skoč tam je voda. Pravi. Načeloma ja, pa malo pretopljate.
Dajmo senco, dajmo senco. Zdaj gremo pa sam še tam na zadnji, tam bom pa pokazal, ki bojo pa tirka dva sedajnika, kako je pa samo zdaj pa fizična razgradnja tega poslega. Klemamo vedno več Koliko je senca? Zdaj se pa malo lepši ljudska izdelava. Samo se zna, to je ta del, ki mora... To so pa ti. Ja, to je pa čista. To mora biti normalno. Razlago malo senca. Ja, verjetno. Se bomo videli. Kje boš šlo solarne celice? To je pa tamle. Tamle bo pa solarna elektrarna, 38 kvadratov. Tam bomo navačali zunaj moči, en za izhodne in seveda bomo rabili tiste klinične obremenitve, bomo z lastno vrtu, drugače bomo dejansko govorili. Ja. To pa zelo lepo vrši, ko se da rekel. Vsak svojo lopatko Načeloma krepko to bo zdaj, da je ravno ampak 130, 140. Kje bo zdaj za skupinsko? Letos recimo jih je izjemno veliko. Ajde, gremo. Kje hočete, ne vprašam, kje, tamle, na soncu, da mi žimo. Dobar je, ne? A vas lahko kar povabim, mogoče mačkan nazaj, tako da bomo imeli tole še ozadje, izvolite. Kje ste moji ministri? Še malo nazaj, no. Kaj, mi nazaj? Tam je brežina. Prepad. Sej čistilna naprava. Zenka, Janez, pa peta zraven, prosim, no, ta zdaj to, no. Pa boš tega vsi kriva, ne? Ja, itak bom jaz kriva. Peta, ne, so same lepe. Tega izvajalcev pa zamenjala še zraven. Če še zraven se može na stiku, je staviti. Nekaj pa rapno to, ne? Goran, a veli ti čačo že penali? Samo že pojasnim naprej, le. Služben del 2 je dodatno delo, kaj kota, ne?
meseca, če 2 meseca, tako da se ne dobim. To meni je zelo 6 meseci, ne. Pa pošalj mi se mesec, kako to ne znam, če ne ponači, ne pošalj. Samo delo koliko? Nekaj vzdrževalcev, nekaj inženirjev, v laboratoriju pa ja. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci, na kateri bomo predstavili veliki kohezijski projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Z nami so sogovorniki, med njimi pozdravljam gospoda predsednika vlade in 2 ministrici, 3 župane, 2 direktorja in vodjo oddelka. Vabim kar k besedi prvo med njimi, gospod ministrico brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo, gospod Alenko Smrkolj. A gremo k pultu? A je to takole? Kar takole, v redu. Spoštovane novinarke, novinarji, župani. Z veseljem. Začnemo še enkrat. Spoštovane novinarke, novinarji, župani, ministrica, spoštovani predsednik, šef vlade, lepo pozdravljeni. Jaz bom vstopila najprej en korak nazaj in res, ko smo prevzeli vodenje te vlade, smo vsi skupaj verjeli, da so kohezijska sredstva priložnost za Slovenijo. V to verjamemo še zdaj in dejansko kljub kar nekaj težavam zelo lepo premikamo stvari naprej in res korakamo naprej. Z včerajšnjim dnem je postalo tudi uradno, da je Evropska komisija potrdila največji okoljski projekt za Slovenijo. To je projekt, o katerem boste danes kar nekaj slišali. In za nas je to res izjemnega pomena, ker smo dodali še en mozaik, še en kamen v cel mozaik teh uspehov. Kako smo začeli? Vsi se verjetno spomnite, jaz se zelo dobro spomnim septembra 2014, na vsaki seji državnega zbora, na vsaki novinarski konferenci sem dobila vprašanje o 11 okoljskih projektih. Teh 11 projektov ima dolgo brado, kar nekaj zgodovine, o njih so govorile že prejšnje vlade, pa ne samo ena. In ko smo mi prevzeli krmilo,
smo bili že na samem področju evropske kohezijske politike res v nezavidljivem položaju, predvsem na kohezijskem skladu, in ravno iz tega kohezijskega sklada danes dejansko imamo ta projekt, in ta projekt je danes vreden 69 milijonov evrov. In ko smo v bistvu že za časa te vlade smo dejansko na področju okolja res začeli intenzivno izvajati vse tisto za nazaj. Teh 11 projektov pa je v resnici ostalo brez sredstev, zato ker enostavno denarja zmanjkalo. In zato smo si zadali cilj, ki ga moram reči, ni bilo tako enostavno doseči, da smo teh 11 okoljskih projektov prenesli iz prejšnje finančne perspektive v novo, z novimi merili, prepričali Evropsko komisijo in zdaj dejansko smo tam, kjer smo. In zato je danes zame res pomemben dan. Namreč vsi projekti od teh 11, 9 jih je že v fazi izvajanja. Ta zadnji sta pa združena 2 projekta. Na komisiji so ugotovili, da sta v bistvu povezana, izgradnja komunalne in pa čistilne naprave. Enostavno so zahtevali, da je to en projekt in zato smo potem naredili vlogo in v bistvu čakali, se pogovarjali, moledovali, se spet pregovarjali, se usklajevali. Ogromno je bilo nejevolje na strani komisije, na naši strani, predvsem na moji tudi, ampak z usklajevanji in skupnim sodelovanjem praktično vseh tistih, ki bodo danes govorili, smo prišli do tega, da je dejansko projekt potrjen. In tukaj moram povedati, da je poleg vseh teh sodelujočih res veliko doprinesla tudi sama komisarka, ki mi je na koncu res pomagala tudi na komisiji ta projekt pripeljati do konca, zato ena zahvala tudi v mojem imenu. In s tem projektom verjamem, da se v Sloveniji začenja še ena zgodba, za katero res verjamem, da je naša skupna naložba za prihodnost in naša skupna zasluga, plod našega skupnega dela. In v bistvu smo pri tem projektu res pokazali in dokazali, da se s sodelovanjem, s povezovanjem lahko pridemo naprej z evropskimi ali pa tudi z našimi slovenskimi sredstvi. Hvala. Hvala lepa. Naslednjo k besedi vabim gospo Ireno Majcen, ministrico za okolje in prostor. Spoštovani, Ministrstvo za okolje in prostor v okviru izvajanja kohezijske politike na področju voda, operativni program 2014-2020, vodi postopke za potrditev projektov iz naslova vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Uspešno smo že pridobili 11 odločitev. Res pa je, da z posodobitvijo projekta Čistilna naprava Ljubljana in izgradnjo kanalizacijskega sistema v občinah Ljubljana, Medvode in Vodica je to eden od 3 projektov s področja odvajanja in čiščenja. Na ministrstvu to ocenjujemo kot zelo uspešno, zlasti ob dejstvu, da mora Slovenija zagotoviti spoštovanje evropskih predpisov ter dogovorjenih obveznosti iz pristopnih pogajanj v Evropsko unijo ter skrbeti za zdravo, čisto okolje. Ustrezen način odvajanja in čiščenja odpadnih voda je sicer v pristojnosti lokalnih skupnosti, a država s pomočjo evropskih sredstev omogoča izgradnjo ustreznih sistemov. Ljubljana, Medvode, Vodice imajo v okviru tega projekta več aglomeracij nad 2000 populacijskih enot, kjer je pravzaprav meja za pridobitev kohezijskih sredstev. Bodo pa skupaj z nadgradnjo prečiščevalnega sistema, in sicer gre za terciarno čiščenje
Torej, očistina bo voda tudi fosfornih in dušikovih spojin, prispevali, da se odpravi neskladje glede ustreznosti čiščenja odpadnih voda. Pri tem je potrebno povedati, da gre za aglomeracijo z več kot 250 tisoč prebivalcev. In to pomeni za Slovenijo približno 22% vseh odpadnih voda. V tem je velikost tega projekta izredno pomembna in velika. Res pa je, da so še številne občine po Sloveniji, ki si prav tako želijo ali pa si prizadevajo pridobiti evropska sredstva za izvedbo takih investicij. In prav gotovo je dogovor za razvoj regij za take občine pot, da bomo v Sloveniji zgradili seveda po obsegu manjše komunalne čistilne naprave tudi v ostalih občinah. To predvsem omenjam zaradi tega, ker je pri dogovoru za razvoj regij potrebno ustrezno sodelovanje med župani. In prav tako je bilo storjeno tudi v tej osrednji slovenski regiji, kjer bo tudi občina Log-Dragomer prispevala k temu, da bo pravzaprav celotna aglomeracija dosegla očiščenje odpadnih voda. Zato mi dovolite, da za uspešno delo čestitam vsem trem predstavnikom občin oziroma vsem predstavnikom treh občin in se zahvaljujem za korektno sodelovanje pri največjem okoljskem projektu iz naslova operativnega programa 2014-2020. Hvala. Hvala. Projekt bo gotovo izboljšal kakovost življenja tako prebivalcev mestne občine Ljubljana kot Medvod in Vodic. Zato je z nami tudi župan občine Medvode, gospod Nejc Smole. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani visoki gostje, dragi predstavniki medijev, lep pozdrav tudi v imenu občine Medvode. Mislim, da nasmeh na mojem obrazu pove vse, kako veseli in kako težko smo čakali tale dan, da pride. In na mojem prvem sestanku, oziroma na sestanku, kjer sem bil prvič prisoten in spoznal ministrico, sem si, če gre malce v zgodovino, zamrmral in vendar se premika. In če sem takrat zamrmral in vendar se vrti in premika, lahko danes z velikim veseljem rečem, da je kocka padla, da je odločitev sprejeta in da bo ne samo v mestni občini Ljubljana in Vodice, ampak tudi v Medvodah prineslo eno veliko dodano vrednost. Zato iz tega mesta mogoče samo en kratek opis, kaj se bo zgodilo v Medvodah. V Medvodah bomo poleg kanala, navezovalnega kanala na ljubljansko čistilno napravo C0 pridobili tudi 22 km kanalizacijskih vodov, odprli preko 80 cest, zgradili 2 črpališči in opustili danes preobremenjeno čistilno napravo v Pirničah. Zato gre v prvi vrsti zasluga vsem tistim, ki jih danes ni tukaj, ker jih je preveč in ki so delali na tem projektu, pripravljali najprej dokumentacijo in potem na koncu predvsem argumentacijo za ta projekt. Zahvala gre kolegoma županoma, ki sta še enkrat več dokazala, da se sodelovanjem lahko naredi korak naprej. In iskrena hvala tudi vsem na ministerski in pa na vladni ravni, ker ste pripoznali ta projekt kot veliko dodano vrednost. Verjamem, da nam bo skupaj uspelo in verjamem, da bomo po koncu tega projekta lahko pokazali, da je v Sloveniji še enkrat več možno povezovanje tako na horizontalni ravni med občinami, kot na vertikalni, če želite, od Evropske unije preko države vse tja do naših prebivalcev. Ker to je tisto, kar naj bi bil cilj vseh nas, da delamo za naše prebivalce. In v Medvodah bodo naši občani ob koncu tega projekta pridobili čistejše okolje, pridobili bodo večjo bivanjsko kvaliteto in predvsem, ko bo projekt zaključen, verjamem, da se bodo Medvode lahko še bolj ponosno pohvalile, da smo zelena vrata glavnega mesta. Hvala. Hvala lepa. No, sreča se veča, če jo delimo in delimo jo zdaj tudi z občino Vodice, zato pred mikrofon vabim gospoda Franca Šuštarja, župana. Spoštovani predsednik, spoštovana kolega župana, spoštovani ministrici, spoštovani vsi ostali prisotni tukaj. V imenu občine Vodice in v svojem imenu vas prav lepo pozdravljam na ta veseli dan, bi lahko rekel. Izredno sem vesel in počaščen danes, da lahko to informacijo delimo skupaj z vami v javnost, ker
bo razvoj in okoljska zgodba v naši občini, v naših 3 občinah pripeljala do tega, da resnično zapišemo našo zgodbo v zgodovino in jo pustimo našim zanamcem od naše občine v izredno dobrem spominu. Torej, kaj lahko rečem o tem projektu? V letu 2011, ko sem prvič imel priložnost govoriti o tem projektu na mestni občini Ljubljane in na Voki, je minilo kar nekaj dni, nekaj tednov, nekaj mesecev in nekaj let. Vse skozi smo z ekipo verjeli v ta projekt in danes tukaj stojimo ponosni, da je projekt uspel. Da je projekt uspel, je potrebno, tako kot je kolega župan Nejc izjavil, da se treba zahvaliti vladi, ministrstvom, občinskim upravam, zaposlenim, strokovnim sodelavcem v komunalnih in strokovnim sodelavcem, ki so za nas opravljali različna dela izven občinskih oziroma javnih podjetij, torej so naloge izvajali tudi v zasebnih podjetjih. Vsem skupaj želim oziroma se zahvaljujem za opravljen trud in delo, vsem skupaj čestitam z zavedanjem, da puščamo resnično velik pečat v tem času in prostoru, ki ga trenutno uživamo. Kaj lahko rečem za Vodice? Vodice bo pridobilo 9 km nove kanalizacije, na 13 km že obstoječe kanalizacije. Uredili bomo pravzaprav vse stranske kanale za ostalo infrastrukturo in razvoj Vodic se po dolgem času resnično premika v pravo smer. Ta projekt ni pomemben samo kot okoljski projekt, pomemben je tudi na drugih področjih, zdravstvo, gospodarstvo in nenazadnje ostala infrastruktura, ki bo. In kot rečeno, čestitke vsem skupaj in zahvala vsem skupaj za odlično, korektno sodelovanje. Predvsem pa čestitam in se zahvaljujem obema kolegoma županoma, pa tudi bivšemu županu Medvod, gospodu Stanislavu Žagarju, s katerim smo odlično vse skozi sodelovali. Hvala lepa, veselimo se tega projekta in verjamem, da nam bo ljudje kot narava hvaležni. Hvala. Hvala. Projekta se seveda veselimo tudi v Ljubljani, kamor se selimo pravkar. Naslednji govorec je gospod Krištof Mlakar, direktor javnega podjetja Vodovod kanalizacija. Hvala lepa. Prav lepo pozdravljeni še z moje strani. Dovolite, da bo s kolegom Davidom pa malo bolj predstavila projekt, ki smo se ga tako zelo veselili in ki smo ga tako dolgo čakali. Veliki projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ima svojo zgodovino in prav je, da se to zgodovino tudi pove. Prva dokumentacija za ta projekt se je začela pripravljati že v letu 2008 in sicer kot 2 projekta, eno je bila nadgradnja in povečanje kapacitet centralne čistilne naprave objekta, na katerem smo danes, in pa izgradnja povezovalnega cevovoda in izgradnja manjkajoče kanalizacije v občinah Vodice in Medvode in povezovalnega cevovoda C0, ki vodi do centralne čistilne naprave. Prvi 2 vlogi sta bili oddani že v novembru leta 2011 in kasneje tudi v novembru leta 2012. Vlada Republike Slovenije prejšnja je v juniju 2014 sprejela sklep o prioritetni izvedbi 11 projektov, vendar pa se za 2 ljubljanska projekta ni zgodilo nič. In na to smo do januarja 2015 stali v popolnoma začetnem položaju, vse je bilo potrebno začeti znova, prišla je nova finančna perspektiva in januarja 2015
se je Ministrstvo za okolje in prostor, služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko in pa predstavniki skupine Jaspers odločili, da gre za en velik kohezijski projekt, torej sam projekt je dobil status enega projekta in enega velikega kohezijskega projekta, katerega mora neposredno odobriti Evropska komisija. In zgodilo se je. V ponedeljek smo končno dobili odobren projekt, ki je tako velik, da se bo naenkrat zgradilo toliko kanalizacije, 10% celotnega omrežja bo na novo zgrajenega, dograjena bo centralna čistilna naprava, zgrajen bo povezovalni kanal C0 in če se malo pošalim, nazadnje so samo Rimljani toliko naenkrat zgradili kanalizacijo v Ljubljani. Pa da gremo na samo traso, za mano vidite na sliki traso povezovalnega kanala C0 in sicer v samih Medvodah bo aglomeracija Spodnje Perniče na novo opremljena s kanalizacijo, aglomeracija Medvode in zgrajen bo povezovalni kanal, ki bo peljal vso komunalno odpadno vodo iz Medvod na našo centralno čistilno napravo. V skupni dolžini bo omrežja narejenega v Medvodah nekaj čez 22 km. V Vodicah bo izgrajeno nekaj več kot 9 km omrežja in ravno tako bo C0 priključen na naše obstoječe centralno kanalizacijsko omrežje, ki vodi do centralne čistilne naprave in pa seveda ta del, ki je marsikoga žulil, torej po Ljubljani, se bo zgradilo 12,1 km zbiralnega kanala C0, ki bo potekal po severozahodnem delu, torej mimo obvoznice do čistilne naprave Brod, ki se ukinja, tam se naredi zadrževalni bazen 800 kubičnih metrov velik, volumenskih in se celotni kanal C0 pripelje na centralno čistilno napravo. Objekt sam, kjer smo danes, centralna čistilna naprava, bo dograjen, razširjen iz sedanjih 360 tisoč populacijskih enot, torej takšna je današnja kapaciteta centralne čistilne naprave in bo povečana na 555 tisoč populacijskih enot. To bo zagotavljalo, da bo ustrezno količino komunalne odpadne vode lahko očistila tudi naslednjih 20-25 let. Hkrati pa bo tudi tehnološko nadgrajena in se bodo odstranjevale skladno z zahtevami evropskih predpisov tudi fosforjeve in dušikove spojine. Za prvi del tega projekta imamo izbranega izvajalca, izvajalec je javna razsvetljava in projekt je vreden nekaj manj kot 28 milijonov evrov. Za drugi del projekta, za centralno čistilno napravo, imamo ravno tako izbranega izvajalca in projekt je vreden okoli 40 milijonov evrov. Brez davka, ja. Terminske plane izvedbe izgradnje povezovalnega kanala C0 je do konca leta 2019 in pa dograditve in tehnološke posodobitve centralne čistilne naprave pa do leta 2020. Kar se pa tiče aglomeracij, torej dograditve omrežja manjkajočega v mestni občini Ljubljana, pa najbolje, da predam besedo Davidu Polutniku, ki vam bo pa kaj več povedal tudi o tem. Hvala lepa. Da je projekt res dolgo traja in da ima brado, je dokaz moj kolega Krištof. Takole, ko bo zgrajena hrbtenica tega omrežja, bomo mi pričeli ali pa istočasno pričeli tudi z kanalizacijo po mestnih ulicah. Načrtovanih je 39 območjih, kar pomeni, da smo vse ta območja spravili v 4 aglomeracije. To je največja aglomeracija Ljubljana kot sam center, potem sledi Sadinja vas, Zgornje Gameljne in Tacen. Predvideva se izgradnja preko 88 km kanalizacije, skupaj s 13 črpališči in 3 vakuumskimi postajami, kar na koncu pomeni, da bo stopna priključenost na kanalizacijo preko 98%. Kako bodo potekala, tako ko imamo že na prvih 2 projektih izbranega izvajalca, še tukaj nimamo izbranih izvajalcev.
Prvi razpis bo objavljen jeseni 2017, predvidenih je nekje 7 sklopov, se pravi 7 razpisov. Razpisi bojo pa tekli glede na samo projektiranje in glede na pridobitev zemljišč in služnosti. Tako da tukaj apeliram na prebivalce, da nam grejo nasproti in dejansko pomagajo pri pridobivanju služnosti in pri predaji zemljišč, kajti prej, ko bomo pridobili zemljišča, prej bomo dobili gradbeno dovoljenje in prej bomo zgradili samo kanalizacijsko omrežje. Poleg same zgradnje kanalizacije bomo v vseh teh 250 ulicah, kjer se predvideva izgradnje kanalizacije, uredili prav tako, ali pa če rečem, obnovili vodovod, ki ga ocenjujemo nekje 50 km, obnovili bomo zraven ali pa na novo zgradili meteorno vodo, ki jo ocenjujemo nekje na 30 km in zraven še na novo uredili in pa tudi obnovili plinovod oziroma vročevod, ki je ocenjen nekje na 40 km v vsej tej komunalni infrastrukturi. Vsa ta meteorna, vodovod in plinovod je neupravičen strošek in ta sredstva bo zagotavljala Mestna občina Ljubljana, ocenjuje se pa nekje med 25 do 30 milijonov evrov. Kar se tiče same predstavitve projekta, ker je že sedaj veliko vprašanj, nekateri tudi kličajo na oddelek, sprašujejo, v ta namen bo odprta posebna internetna stran, kakšna bo naslov, bomo še javili, ko bo pričel te internetna stran, tam bo dejansko ves projekt, katere ulice so obnavljali, kje smo, kako poteka, terminski plani, vse bo možno preko te internetne stvari spremljati in bo odprta za vso javnost. Prav tako bo po posameznih območjih ali četrtnih skupnosti potekale predstavitve, kje bomo se nahajali oziroma ko bomo pričeli z gradnjo, bomo še posebej za tiste stanovalce, ki jih ta območje tangira oziroma tangira sama zgradnja, uredili predstavitve in dejansko detaljno povedali, kako bomo gradili, kako so terminski plani in kako bo potek same gradnje. Tukaj bi tudi povedal, da ko bo izgrajena kanalizacija, bo potrebno plačati komunalni prispevek. Tudi to je vprašanje. Po 6 mesecih po uporabnem dovoljenju se je potrebno priklopčiti na kanalizacijski sistem. To bo poskrbel naš oddelek za urejanje nepremičnin in tukaj bo potrebno plačati tudi komunalni prispevek. Koliko znaša, bomo tudi to na sami predstavitvi, ko bomo videli, pojasnili občanom, koliko nekje procentualno, je pa to od velikosti parcele in same poseljenosti parcele in če lahko povem, po zdajšnjih ocenih znaša ta komunalni prispevek od 3000–4000 za neko poprečno družinsko hišo. Na teh območjih tudi želim povedati, da bojo potem zapore, ohromljen bo promet, tako da že zdaj apeliram na vse občane, da so strpni, kajti cesto brez da je zapremo ali da je omejen promet še ne znamo graditi in tako pač je in bo pač potrebno takrat tudi malo strpnosti. Če se še malo poigram za številkami, da boste vedeli, naprimer, za Zgornje Gameljne je trenutno 65% pokritost za kanalizacijo, po končanem projektu bo to cirka 96%, za Tacen 63% in po končanem projektu bo to 97%. Ljubljana je največ, center Ljubljane kot aglomeracija ima 93% pokritost s priključkom na kanalizacijo in bo po končanem projektu 98% in Sadinja vas, ki je trenutno najmanj 50%, bo po končanem projektu nekje 95% priključenih na kanalizacijo. Tako, hvala vsem, ki ste pri tem projektu sodelovali. Vidim kar nekaj sodelavcev ali pa kolegov s ministrstva, ki so pomagali pri tem projektu. Mi dva s Krištofom se bomo ali pa tudi mi vsi skupaj se bomo trudili, da bo ta projekt izveden, ponos nas vseh. Hvala lepa. Hvala obema. Z nami so tudi izvajalci že izbrani in pred mikrofon vabim direktorja podjetja Riko, gospoda Janeza Škrabca. Pozdrav še z moje strani. Najprej seveda čestitke vladi, da je pod streho spravila vseh teh 11 projektov iz pretekle finančne perspektive, iz tako imenovanega overcommitmenta. Riko že izvaja 2 izmed teh projektov in seveda smo veseli, da se je tudi uresničil ta največji projekt. Čestitka tudi vladi za izvajanje že obstoječih projektov. Na vse zadnje bom imel to čas, da 27. septembra bom prisostvoval odprtju hidrocentrale Brežice, kjer Riko tudi opravlja levi delež te nove hidrocentrale na reki Savi.
Brez angažirane ministrice za okolje, gospe Majcnove, tega projekta ne bi šel tako gladko, kot je šel. To pa predvsem zato, ker je gospa Majcnova bila nekdaj v vlogi, vaši vlogi, gospod Janković, pa vaši, ker je bila županja Slovenske Bistrice in je vse te postopke, vso to mukotrpno pot sama preživela. Na vse zadnje sva podpisala pred približno 7 leti skupaj pogodbo za regijski center za ravnanje z odpadki in v Slovenski Bistrici kot eden izmed prvih teh centrov uspešno že deluje ta center, seveda zahvaljujoč tudi gospe Majcnovi. Gospod župan, ponavadi sva na drugačne vrste tiskovnih konferencah, ko razmišljamo o kvaliteti življenja Ljubljančanov pri kulturi, ko govoriva o programu za prihodnje leto Ljubljanskega festivala. No, vesel sem, da sva tokrat v drugačni vlogi. Riko je že v Ljubljani že izdobavil, že postavil eno čistilno napravo in sicer na Barju za izcedne vodne in lahko se pohvalim. Naredili smo ta projekt bistveno hitreje, z manjšimi stroški in danes 50% z nižjimi stroški deluje ta projekt, kot pa smo takrat obljubili. Tudi drugi parametri, druge performanse so izpod tega, kar smo takrat zagotavljali. Pripričan sem, da bo tudi tako tokrat. Mislim, da bom za ta projekt je 1280 dni potrebnih, mislim, da bomo to prej naredili, mi že projektiramo, da bomo čim prej lahko omogočili, da bo prišlo do gradbenega dovoljenja, seveda z vašo pomočjo, gospod župan. Mi smo tukaj na tem projektu z pomembnim partnerjem, z francosko multinacionalko Veolia, ki dela podobne projekte za vodo že od 1850. leta. Korporacija ima 20 milijard letnega prometa in Ljubljana bo s tem dobila zagotovo najsodobnejšo napravo, najsodobnejšo tehnologijo, ki pa je preizkušena. To je zelo pomembno, večkrat. Še nekaj, gospod Župan, da smo mi ljubljansko podjetje, največje slovensko inženirsko podjetje. Ta referenca, ta strateška povezava z Veolio nam bo dala tudi pomemben pospešek pri njihovih ambicijah, da bomo te primere dobre prakse iz Ljubljane lahko tudi prinesli tudi na druga področja v regiji. Hrvaška, kot veste, tam se obeta ogromno ekoloških projektov, da ne govorimo o tradicionalnih Rikovih projektih, ki jih imamo na naših tradicionalnih trgih, kot je področje bivše Sovjetske zveze. Še enkrat, gospod župan, hvala za zaupanje in lahko samo trdim, da bo tudi to, kar Riko naredil, vse v piko. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Predno namenimo čas novinarskim vprašanjem, imamo še 2 govorca. Mikrofon bomo zdaj zaupali županu Mestne občine Ljubljana, gospodu Zoranu Jankoviću. Dobar dan želim. Jaz sem danes vesel, da smo na tej lokaciji. Začel bom z eno anekdoto. Ko je bil župan Rupel te mestne občine, ko je prišel na ogled čistilne naprave, ga niso notri spustili. No, imamo novo vodstvo, ki je mnogo bolj pametno in jaz sem vesel današnjega ogleda po enem letu, kako je ta čistilna naprava urejena, da je res bivanje primerno. Oni so tudi kupili to zemljišče od mestne občine in drugih kmetov in smo popolnoma zaščiteni. Zdaj, ko pride še nova cesta, tu zraven industrijska cesta, potem pomeni, da bo ves promet, tovorni promet, ki zdaj gre po hladilniški agrokombinatski teku na obvoznico. Pa predsednik, rad bi nekaj drugega vam povedal, ker je bilo že vse to rečeno. To je tipičen primer dokaza dobrega horizontalnega sodelovanja z obema županova, pa nas ni politik. Eden od njih bo Kregan, ker preveč dobro na nas sodeluje, pač so različne opcije in predvsem tudi vertikalnega. Obe ministrice so bile ful nežni, ampak povedamo tisto, kar je dejstvo.
Pred 10 leti je imela Ljubljana samo 68% pokritost s kanalizacijo, se pravi 68, lansko leto 88, s tem projektom, ko bo zaključen v 3 letih, pa 98. Prvo najno srečanje na mestni občini, vse skupaj z župani Ljubljanske urbane regije, je predstavila projekt in ko je končala, je bilo moje vprašanje, sam še datum povej. Kdaj bomo dobili to odločbo in ta sredstva? No, 3 leta bo lih kar njim. Ampak 3 leta bo njim in očitno je to kratek rok, pa da ne bi koga šimfil, birokracija v Bruslu je res neverjetna. Če ne bi zarobotala zadnji mesec, po moje bi še čakali. Ministrica Majcnova je ena glavnih zaslužnih za ta projekt. Mi smo morali spremljati gradbena dovoljenja za C0. Imeli smo tudi probleme uradnikov, da ne boste dobro razumeli, ne zato, ker bi nagajali projekt, ampak po moj strahu, da ne bilo kaj narobe. Mi smo začeli, da so najprej 2 ločena projekta, potem so prišli z Jaspersom, da moramo skupaj združiti, pa sem jaz rekel, kaj pa če rečem ne? Ja, to vi lahko naredite, ampak mi ne bomo dali pozitivnega mnenja. Potem smo združevali skupaj, potem smo dobili še aglomeracije in na koncu smo prišli od tega, če ne bi postavila svoje besede in to svoj hrbet pred odločitvi, mi danes tu ne bi sedeli. In to je treba vedeti. Danes je čas, ko je treba tudi to sodelovanje pohvaliti. Nas čaka zdaj naslednja stvar, v bistvu protipoplavni ukrepi na jugo-zahodu Ljubljane in da rešimo Vič, Mali Graben, Gradaščica in pa zadrževalnik v sosednji občini. In tu se vidi na horizontalnem nivoju pa vertikalni nivo. In je treba tudi priznati, da bi mogla danes biti tudi komisarka gospa Kretu, ki je to podpisala v ponedeljek. Bi bilo zelo lepo, da se vidi največji kohezijski projekt v Sloveniji. Je pa eno drugo dejstvo, ko je kolega Krištof rekel, da smo mi dobili leta 2014, junija meseca, pismo, nekaj začnemo delati. Jaz priznam, da takrat nisem upal, ker začeti delati brez, da imaš NRP-je in pokriti NRP-je z sredstvi v proračunu, pač ne moreš delati tega. In takrat smo se mi v Ljubljano odločili, ker ni bilo zadosti sredstev, da damo prednost ostalim 8 projektov, ker bo vprašanje, ali ljubljanski projekt, vsi bili proti, ali ostalih 8. Ostalih 8 so že izvajajo, oziroma so zaključeni ali po fazi zaključevanja, mi bomo pa to naredili v teh letih 3. Hvala tudi Riku in pa Jani Razsvetlavi, koncu čakati po izboru in z bančnim garancijam toliko let, tudi ni enostavno, ampak zdaj vam rok že teče za današnjim dnem, tako da računam, da Javna Razsvetljava ima že pripravljen tisti bager prvi, če pokaže, da je nov kanal, Krištof tam, začne vodica gor na vrh ali med vodah, ali pa tlele prečistilno pravi, ali pa na 5 koncih. Vidite, preden grem se mojim zahvaliti, ki so najbolj zaslužni, mi imamo tudi take mestne svetnike, to je skupina SDS, ki je vzela nam eno sezono gradbeno. Pretoževala se vse do Bruslja. Z argumenti, ki nima nobene teže, kaj ti gradbeno dovoljenja, preizkusi, da ne rečem, da imamo zdaj čistilno napravo, ki je najmodernejša. Zahteva vsem pogojem, celo nam je komisija na trenutku rekla, zakaj pa rabite to kvalitetno čistilno napravo? Vse vi pa res ne rabite, vi ste tam del, pa nismo popustili. Smo ustrajali na tem, da ta čistilna naprava je zdaj strokovnega izraza, to je globinska filtracija. Tako da čakali bomo, da bo v principu ne tle voda samo za kopanje, pa tudi za pit, ko pride čistilna naprava. To je zdaj, če sem stopil škrabca, je to njegova obveza. Ko je lepo razlagal o tem sodelovanju, lahko tudi sam to povem, da smo naredili novo cesto, tam, ki gradi ljubljanski inženir Rigiko, slovensko podjetje, ki je izvrstno, srečujemo se po mnogih regijah, tudi župani glavnih mest in drugih mest, ko me sprašujejo o teh referencah, dobijo moje soglasje oziroma mojo podporo. In to se mi zdi tista povezava, domače znanje, vertikala, horizontala pripelje do tega. Ne mi zamerite, ampak največja zahvala gre Krištof tebi in David tebi in vašim sodelavcem. To, kar ste vi naredili, da smo do tega prišli, je res nekaj enormnega. Res, da ste imeli podporo, ampak ustrajati na tem projektu, biti pogumen, tu imamo tudi kolega Hodaliča, ki je delal za nas, bom rekel, poročilo, potrebno poročilo. Ampak mi smo danes v fazi, da bomo razkopali 261 cest v 2 letih,
verjetno ne bodo vsi prijazni do nas, to je več kot 20% vseh naših cest. In moram danes povedati, da eno cest, ki ni not, ko so dobili seznam cest, bo tudi urejena, zgrajena, čeprav ne v tem projektu, ampak paralelno s tem z Ižanko, to je Črna vas. Da ne bojo Črna vas vsak dan sprašvali, da jih gor ni. Ne. In teh 261 cest pomeni, da bo slovenska operativa praktično zasedena naslednji 2 leti, govorim o tistih nizkogradnjah, in računa na vse nadzornike, ki so zbrani, nadzornik je DRI, za oba projekta, iskali bomo tudi super nadzor, ker želimo dati Ljubljančanom tisto, kar si zaslužijo. Prišel sem včeraj iz Ženeve in ko slišiš od tam ljudi, ki živijo, da smo po čistoči nad ali najmanj enakovredni, potem se res lahko hvalimo s tem. Da vam ne razlagam širino kolesarskih stez po Ženevi, ker to pišete zadnje čase, kakšne je. Ampak to, kar doma dobivamo, dobimo potrebno v tujini. Mi smo pač ta trenutek za vzor. Kot mesto, ki je naredil strahovit preskok v 10 letih, predvsem zato, ker je najboljša ekipa. In zdaj čakamo, teče projekt za tudi kulturo, pa energetsko sanacijo, tudi evropska sredstva, cukrarna konkretno, pa naš stanovanjski sklad, in potem te zadnje, še tretji del tega razpisa bo še kolesarske steze, pa park and ride, in teh sredstev tako veliko, da mislim, da bomo res se lahko pohvalili, da imamo kolesarske steze praktično pripravljene do vsakega večjega naselja. Torej, moje sporočilo tu je, da sodelovanje horizontalno, vertikalno prinese zmago. To je prva zmaga, prvi korak, zdaj pa čakamo otvoritve posameznih cest, tako da začetek gradnje otvoritve, tako da se kar pa pravite. Še eno stvar bi se rad zahvalil tudi tem županom, ki jih ni tu danes v Ljubljanski urbani regiji, in pa županom, ki so družbeniki našega holdinga. Jaz vodim obe skupščini holdinga in pa Ljubljanske urbane regije, pa ko 10 letih in pol se niti enkrat nismo preglasovali. Ves čas sprejemo vse sklepe soglasno, ampak na ta način, da če kaj ni jasno, pa če kdo ni zadovoljen, prejmo še enkrat, pa rečemo. In prišli smo do ene faze, ko mirno povejo, pripada zdaj Lok Dragomer, mu je pripadlo podpora nekem razrezu 1,5 milijona sredstv. Dodajo še Brezovca, ampak dobili smo tam 9 milijonov sredstvo, da dobi tudi na račun drugih, ker nič ne pomaga, če imamo mi rešeno lokalizacijo v Ljubljani, če gore vodno, pa spuščajo, Lok Dragomer eno kmetijo, ki teče v Ljubljanco. Ampak to je zadeva, ki bo končana v 2-3 letih. Zaključil bom s tem. Če želimo ohraniti ta planet pred klimatskimi spremembami, potem morajo vsa mesta na svetu, kjer živi že 70% prebivalstva, sprejeti pravila zelenih prestolnic. In naša udaren preboj v tem evropskem merilu je bila ravno zelena prestolnica Evrope, ta nagrada, ki nam je prinesla toliko časti in toliko obvez. Širjenje dobre prakse, in jaz sem vesel mojih kolegov, Zdenka Grozde ima v svoji sestavi holdinga 4 podjetje, ima 4 direktorje, izvrstno sodelovanje se vidi tudi v tem rezultatu. Jaz samo želim, da bi to teklo z najboljšimi materijali, z najboljšimi delovodi, to je sporočilo, da če rata bo to bila prepis, da ne boste pozabila, in da bomo imeli dejansko na cestah treba delati vsak dan, od jutra do večera, kajti na konc bo šlo tisto pisanje vse na Davida, Davidu pa preposluh meni, pa bo rekel vse župani, zato odgovoren bo krovno zgovoril. In ob cestah, ki jih še delamo, tam, ker je kanalizacija, začeli smo delati Gosposvetsko cesto, začeli smo delati Prešernovo cesto, te prvo križišče Šubičevo, zaključujemo Galosovo nabrežje, delamo tu v polju Arničevo, Zdešarjevo cesto, pa polje 10. Petek smo se ogledali 17 projektov 127, ki teče v ta trenutek v Ljubljani. In dodajte še teh 261 cest, čistilno napravo, pa kanal C0, in bomo 3 leta eno veliko gradbišče v dobro naših Ljubljančank, Ljubljančanov. Obe ministrici, hvala sodelovanje, se priporočam za naprej. Ni bilo enostavno, pravim, Alenka je bropotala v Bruslu, rekla, da je prijazno poprosila, jaz sem drugače slišal, tam v Bruslu, pa ne pove.
Irena pa doma v hiši, ne, da je pripeljala do tega, da smo dobili vse potrebne papirje. Ne. Ker včasih je to šlo, ne, da sem je klical na dopust, ne, še 2 ure smo imeli časa za zadnjo štampilko. Ne. Če tega ne pošljemo, smo rok zamudili. In rezultat tega je, ne, da je bilo ponedeljek, ki so mnogi delali most, ne, eno praznično veselje, ne, dobil sem en klic, ne, petek je bilo, četrti petek, na ponedeljek bo podpisana, ne, tak, ne, se izpočakali ta most, ne, ta praznik, ne, potem je bilo obvestilo iz Bruslja, mogoče ne bo podpisala, no, in pa ob 4 popoldne je bilo podpisan, ne, danes smo pa tu, ne, da proslavimo udarniško začetek del, ne, ki bo spremljali Ljubljano. Hvala lepa, predsednik, za tvoje ministrice in ekipo. Pa hvala, kolegi. Hvala lepa županu. K sklepnim besedam pa vabim še dr. Mira Cerarja, predsednika Vlade Republike Slovenije. Torej bom maknil, da se ve, sem prenesel svoje. Tudi jaz zelo lepo pozdravljam vse prisotne in naj takoj povem, da je tudi zame danes odličen dan. To je odličen dan za 3 občine, za našo ljubljansko občino, prestolnico našo, za Vodice, za Medvode. Predvsem pa je to odličen dan za vse ljudi, ki bodo imeli v prihodnje še več zdravja, še več čistega okolja, več zelene Slovenije, kajti s tem, ko bomo očistili vodo in odvedli odpadno vodo v še večji meri, bomo seveda naredili velik korak naprej v to, čemu rečem razvoj Slovenije. In Slovenija se razvija in ta projekt je dokaz, da se moderniziramo, da smo marsikje, kot je bilo ravnokar rečeno, celo boljši od drugih, smo jim lahko tudi vzor, in da seveda zmoremo tudi takšne zahtevne projekte zasnovati in izpeljati, če delamo skupaj. In naj zelo jasno povem, da sem danes tudi ponosen na vse vas, predstavnike občin, tudi mi lastne ministre, predstavnike komunalnih podjetij, predstavnike stroke, vse tiste, ki ste sodelovali, ki ste delali skupaj v dobrobit ljudi, v dobrobit naše Slovenije, da lahko pričnemo z tem projektom, da bomo gradili in da bomo izgradili, da bodo ne samo ljudje imeli še več dela, tudi nekoliko bo zapletov, kot je rečeno, ki jih bo treba sproti seveda reševati, ampak da bodo ljudje imeli še več veselja živeti v tej naši domovini. In to sodelovanje štejem za tisto, kar mora biti politika sedanjosti in predvsem tudi prihodnosti. Zato si kot predsednik vlade že prizadevam in si bom vse skozi prizadeval tudi v prihodnje, da se povezujemo in sodelujemo, kajti samo tako lahko z lokalnimi okolji, s pomočjo sodelovanja z vlado, s stroko, z nevladnimi organizacijami, z vsemi deležniki v Sloveniji ustvarjamo boljšo, lepšo in bolj zeleno Slovenijo. Za višjo kvaliteto življenja. Kajti bolj čista voda, bolj zdrava voda, to zagotovo prinaša. In res še enkrat vso priznanje in zahvala vsem tistim, ki ste skupaj z vlado sodelovali, ki ste na svojih področjih bili pobudniki tega projekta, ki ga boste zdaj pomagali izvajati, torej tudi izvajalci. In seveda pričakujem, da bo izvedba se pričela čim prej in da bo takšno, da bo to kvaliteto življenja seveda čim prej pomagala izboljšati. To seveda ni ne prvi, ne zadnji projekt takšne vrste. Takšnih in podobnih projektov bo še veliko. Prizadevamo si z vlado, ki jo vodim, da bi bilo čim več pa dobro zelenega okolja, za varnost ljudi, če govorimo, da nimamo protipoplavni varnosti, za več zdravja, ko govorimo o čisti vodi in podobnih zadevah, in seveda tudi za več dela in zaposlitev, ko govorimo o novih delovnih mestih. In naj na tem mestu povem, da smo včasih Slovenci sebi najhujši sovražnik. Kajti tudi takrat, ko vemo, da smo zmožni storiti nekaj dobrega za vse,
zase in za širšo skupnost, in nazadnje tudi za Evropsko unijo, kateri člen smo, kajti s takimi izgledi in s tem, ko krepimo to zeleno kulturo, kulturo zdravja, sožitja in sodelovanja, povezujemo tudi širši svet okoli nas, se odpiramo priložnosti tudi v drugih okoljih. Včasih, ko imamo pred seboj takšno dobro rešitev, se nam zgodi, da ji nekdo želi nasprotovati, da začne metati polena pod noge, da nekomu ne bi uspelo samo zato, ker je to nekdo drug, ker to ni on. Vidite, to je tisto, zoper kar se že in se bom skupaj z vsemi, ki bodo stali ob meni, boril, dokler bom v politiki. Tega metanja polen pod noge mora biti konec. S to prakso, s takšnimi praksami moramo prenehati. Ker samo na ta način bodo takšni projekti, kot smo pričali zdaj, živeli in zaživeli in bili v korist vseh nas. Še en pomemben projekt se dogaja v tem času in se bo dogajal jeseni in prihodnjih letih. Naj ga navedem kot primer dobrih namenov, odlične zasnove, pa vendar tudi primer, kjer nekateri mečejo polena pod noge. Izgradnja drugega tira. Ker gre prav tako za vprašanje razvoja Slovenije. Kajti za izgradnjo drugega tira moramo biti zato, ker si želimo in si moramo želiti, da Slovenija postane del evropskega in svetovnega transportnega zemljevida. Da gre skupaj z Evropo v razvoj, da izkoristi svoje geostrateške možnosti, da s tem ohranjamo in krepimo zeleno Slovenijo, da prenašamo pretovor blaga na železnice, ki jih moderniziramo in da ne bremenimo več toliko cest in s tem tudi našega okolja. Da naredimo dobro nekaj za prihodne generacije. Projekt je odličen, stoji na čvrstih temeljih in bo dolgo načrtovan in zdaj čas, da ga izpeljemo. Tako kot tega, ki ga bomo zdaj izpeljali tukaj v teh 3 občinah, kot je bilo povedano. Pa vendar so nekateri proti. Zakaj? Zato, da nas bodo Avstrija, Italija prehiteli, da bomo tu ostali nek mrtvi otok, mrtvi rokav, da bomo spet pokazali, kako smo sami sebi najhujši sovražnik in da ne bomo šli v korak z razvojem in ne bomo izkoristili svojih potencialov. Prepričan sem, da je to poguba za Slovenijo, ki nas je tudi pomagala pripeljati v krizo, ki smo jo doživljali pred leti. Finančno, ekonomsko, socialno in nenazadnje tudi politično krizo. In zdaj, ko se v zadnjih 3 letih prebijamo iz te krize, se prebijamo predvsem zato, ker dokazujemo, da znamo izkoristiti naše lastne potencijale, naravne danosti, da nimamo obilja vode v tem projektu, našo zavest o tem, da jo moramo varovati. Ne spomnite se, sprejeli smo tudi ustavno spremembo za varstvo pravice do pitne vode. In kdo je nasprotoval? Tudi tam je bil nekdo, ki ni mogel podpisati tega, da bi se zavezal ustavni spremembi o tem, da ljudem omogočamo pitno vodo in da varujemo to našo strateško dobrino. Tudi tam ni šlo enostavno, ker tudi tam nekdo ni hotel sodelovati. Ampak to je proces. In zato pravim, korak za korakom, potrpežljivo, s takimi projekti, kot ga imamo pred seboj danes. Ko delamo dobro za ljudi, ko delamo roko z roki, vlada, občine, komunalna podjetja, stroka, ljudje na ministrstvih in mnogi drugi deležniki, na ta način bomo Slovenijo razvijali in delali še naprej tisto, kar si želimo, dobro za naše potomce, dobro nenazadnje tudi za nas same in tisto, kar je enostavno prav. Tako da pozdravljam še enkrat ta projekt. Vlada bo seveda naredila na svoji strani vse, kar more. Še naprej bomo zagotavljali uspešno dobro medresorsko sodelovanje in dobro sodelovanje z vsemi deležniki v takšnih in podobnih projektih v prihodnje. Želimo si veliko takšnih projektih tudi za druge dele Slovenije, kajti vsak šteje. Sem pa vesel, da bo tokrat naša zelena prestolnica s tem projektom skupaj z Vodicami, skupaj z Medvodami postala še bolj zdrava, še bolj čista, še bolj dobra za svoje ljudi. Tako da priznanje, čestitke in sodelujemo še naprej v dobro Slovenije. Hvala lepa.
Hvala. Znova zahvala tudi vsem govorcem za izčrpne predstavitve in spodbudne besede. Zdaj predajamo besedo novinarjem in urednikom za vprašanja. Prosimo, da jih zastavite tako, da se predstavite z imenom, priimkom in medijem, za katerega delate, in seveda naj bo povezane konkretno s to temo za naše govorce za omizjem. Izvolite. Kolegice vam bodo predale mikrofon. Dobar dan, Marjanca Šajhar, Nova 24 TV. Gospod župan Janković, za vas imam vprašanje, in sicer kako komentirate vsebino pogovora s farmacevtko, ki je v kazenski ovadbi NPU? Oprostite, kot sem prosila, da zastavljate vprašanje konkretno na to temo, tako da prehajamo k naslednjemu. Potem pa eno vprašanje za gospoda dr. Mira Cerarja, in sicer z gospodom Jankovićem, gospod Janković se smeje, z gospodom Jankovićem sta se skupaj pojavila na tej novinarski konferenci. Je morda to nova etika in morala vaše vlade, so to novi moralni in etični standardi? Zopet presplošno vprašanje, vemo, zakaj smo tukaj. No pa, gospod Janković vam rad odgovori očitno. Bom še malo obdržala, prosim. Najbolj, da naredimo pogovor, intervju za Novo TV, ko se reče, to je televizija resnice, če se tako imenujejo, ne. Ampak jaz bi tudi vam postavljal kakšno vprašanje. Jaz sem povedal, pa bom še enkrat povedal. V tej državi je samo ena inštitucija, ki lahko odredi, kaj je prav in ni prav. In jaz v to verjamem, ne glede kaj bo na koncu, to je sodišče. Jaz vem, kaj je bilo in kaj ni bilo, in ta vaša natrcevanja skupaj s tožilko, ki je to naredila, bomo pač uveljavljali pravico tam, kjer je treba. In draga moja gospodična iz Nove TV, ne bom se na to spuščal. To je vaš problem, to, kar je rekel predsednik vlade, ravno kar, ko govorimo o največjem kohezijskem projektu v tej državi, ki zagotavlja boljše življenje za 300 000 ljudi, ne, vi prašite kaj druga. Lahko stanete na koncu, pa vse komentirala. Tako da, če to, da ne motimo drugih, ampak potem, ko bom dobil sodbo. Sodbo izrečeno, kašakol bom z veseljem komentiral, kot do sedaj. Vi pa govorite, kar želite, pa pišete, kar želite, tak in tak. Hvala za odgovor, pa vas držim za besedo. Še kakšno vprašanje na temo projekta? Jaz sem Miha Vrešnik kanala. Vprašanje, če lahko zbirno nekako poveste za celoten projekt, koliko je vrednost, kako bo s financiranjem, kdo bo prispeval, koliko, mislim, da tega do zdaj še nismo nekako slišali. Hvala. Piše sicer v gradivu, vendar pa nekaj več kot 69 milijonov evrov neposredno Evropska komisija, 11%, nekje okrog 11 milijonov država, Republika Slovenija, preostalo pa lokalne skupnosti. Skupaj je ocenjen projekt z davkom vredna 135 milijonov, 111 milijonov evrov brez davka. Zdaj govorim za celoto, torej zbiralnik C0, centralna čistilna naprava in vse ulice, ki bodo v mestni občini Ljubljana opremljene. Gradivo bo tudi na naši spletni strani ljubljana.si, tako da pa ga imate tudi v mapicah. Še kakšno vprašanje? Očitno smo bili dovolj izčrpni. Hvala vsem za pozornost in vabim vas na kozarec čiste pitne ljubljanske vode tule v preddverje. Hvala lepa, nasvidenje. Greste, prosim. Danes ob tem dobrem dogodku tukaj ne bi dal drugih tem, bomo v drugih temah kasneje govorili. Je bilo tako odličen dan danes s tem dogodkom. Župan, pozdrav, srečno. Nasvidenje.
Gospod Župan, lahko mogoče pa za vas, je to zdaj rojstvo zunanjega političnega zavezništva? SMC-em? In to na Goki. Primaš malo.